Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli na slovesnosti podpisa sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti, ki sta ga sklenila Vlada Republike Slovenije in Fides, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Republike Slovenije. Prosimo podpisnika, predsednika vlade in ministra za zdravje Republike Slovenije, gospoda Danijela Bešiča Loredana in namestnika vodja pogajalske skupine, doktorja Gregorja Zemljiča, da pristopita k podpisu sporazuma. S tem je slovesno zaključena, sedaj pa prosim gospoda podpredsednika vlade in ministra za zdravje za kratko izjavo in potem še drugega podpisnika. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. V mojem imenu najprej zahvala zdravnikom in Fidesu, seveda, ki zastopa zdravnike in zobozdravnike, za konstruktivno razpravo, za konstruktivna pogajanja in za razumevanje dane situacije. Sam sem prepričan, da smo danes sklenili en zgodovinski sporazum, ki pravzaprav po našem mnenju pomeni začetek prepotrebnih in nujnih sprememb v zdravstvenem sistemu. Mi na ministrstvu začenjamo s pripravo sistemske zakonodaje in ena od ključnih temeljev te spremembe je seveda plačni sistem. Danes smo se znašli v situaciji, ko je zdravnik in zobozdravnik, ki sta v tem sistemu nosilca odgovornosti, sta manj plačana kot drugi, ki v zdravstvenem sistemu delajo. V tem trenutku smo unikum v Evropi, za svet ne vem, vendar v Evropi zagotovo. K temu bomo pristopili konstruktivno in kar se da hitro, glede na finančne zmožnosti. Najprej, da to zadevo vsaj za mlade zdravnike in za zdravnike specialiste, ki so v tem trenutku v najbolj šibkem položaju in največ delajo, to zadevo poskušamo čimprej urediti. V nadaljevanju si pa želimo sistema, da bo zdravstvo enotno in seveda v okviru javnofinančnih zmožnosti in v okviru plač javnega sektorja. Mi se veselimo, da nam je Fides, se pravi vladi, dal roko, da smo našli konsens in imamo 4 mesece časa, da zadevo pripeljemo do rešitve in jo na to tudi do 30.6. implementiramo oziroma jo damo v zakonodajno proceduro. Jaz se veselim tudi sodelovanja z vsemi ostalimi zaposlenimi v zdravstvu. Mislimo, da se vsi skupaj zavedamo, na kako kritični točki v zdravstvenem sistemu smo. In na koncu res še enkrat zahvala zdravnikom in zobozdravnikom, da razumejo celovito sliko, da so se kljub položaju, v katerem so se znašli po novembru lani,
odločili za konstruktivno rešitev, da bomo sedli za skupno mizo in našli pravzaprav spremembe v dobrobit vseh v zdravstvenem sistemu, najbolj pa v dobrobit pacientov in vseh uporabnikov zdravstvenega sistema. Mi moramo priti do sistema, kjer bo pacient v središču tega sistema. To je namen te vlade, to je zaveza te vlade in danes s podpisom tega sporazuma smo naredili prvi korak v tej smeri. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, gospod minister. Tudi zahvala v imenu Fidesa in zobozdravnikov ter zdravnic in zdravnikov, da smo konstruktivno pristopili k reševanju predvsem srednje in dolgoročnih problemov, ki tarejo javni zdravstveni sistem. Mi smo vrsto let opozarjali na prepotrebne spremembe, več kot 10 let in mislim, da je to v bistvu res preboj, prvi korak k celoviti rešitvi javnega zdravstvenega sistema. Mi smo opozarjali na ključne probleme, mi smo že večkrat ponujali rešitve. Prvič se je zgodilo, da v bistvu bomo skupaj za vlado in ministrom za zdravje, dr. Bešič Loredanovom, sedli za skupno mizo in tvorili ta nov steber v zdravstvu. Mi smo prepričani, da moramo steber v zdravstvu tvoriti z vsemi deležniki v zdravstvu, kajti mi smo skupaj sodelavci, vsi v timu zdravstven delujemo v dobrobit bolnikov in zato je pomembno, da to stvar rešujemo skupaj. Mi smo naše rešitve oziroma roko ponujali že predhodno, ko smo pripravljali rešitve v obliki zakona o plačah v zdravstvu. Takrat smo v bistvu ne leteli na gluha ušesa, zato smo v bistvu tudi pričakovali zavezo vlade, da gremo skupaj v ta prepotreben boj za spremembe v prid javnega zdravstvenega sistema in pa v prid naših uporabnikov, to je bolnic in bolnikov. Seveda se zavedamo, da bo pot deloma skupna. Mi, kot rečeno, veliko rešitev imamo pripravljenih. Mi smo jih gospodu ministru dr. Bešiču že predali. Verjamem, da bomo pripravili še kako dobro rešitev. Verjamem, da bo tudi dobre rešitve pripravilo ministrstvo oziroma sam minister. In takrat se bomo pač usedli skupaj, jih prediskutirali in izbrali tiste najboljše za javni zdravstveni sistem in seveda za zdravnice in zdravnike. Seveda, vkolikor bomo deležni različnih, podobno kot do sedaj, recimo temu osporavanj se strani interesnih skupin oziroma sindikatov, pa smo pripravili varovalko, da pač te zadeve speljamo sami, se pravi zdravnice in zdravniki skupaj z ministrstvom za zdravje. Ponavljam, gre za velik korak, za 10-letni cilj Fidesa oziroma za idejo dr. Kuštrina, ki ga danes ni tukaj, ga nadomeščam, da v bistvu izpeljemo neko reformo, ki bo v zadovoljstvo tako zdravnikov in zdravnic kot ostalih zaposlenih v zdravstvu, predvsem pa v zadovoljstvo in v dobro naših bolnic in bolnikov. In to je neka zaveza, ki smo si jo dali. Pričakovali bomo pa seveda, mi bomo pri vsebinskih rešitvah tvorno sodelovali, ves čas bomo pa seveda spremljali, v sporazumu so tudi podani jasni roki, dodaj se pričakuje vsebinske spremembe in to bomo pač sproti spremljali in poskušali najti čim bolj skupni jezik. Sporazum se ne dotika tako imenovanega obliža. S Fidesom je dogovor, da ločimo oziroma da imamo posebna pogajanja. Danes jih nadaljujemo z ostalimi sindikati in kar se tiče tega, je stališče vlade jasno in to zadevo se pogovarjamo dalje. Okoli tega obliža, o katerem se pogovarjamo, se pravi tisto, kar je najbolj nujno, v nadaljevanju seveda pa želimo postaviti sistem, tako kot je zapisano v sporazumu. In čem se to razlikuje od izstopa zdravnikov iz sistema plač ministrstev in še ali bodo posebni stebri, sprašujem gospoda Bešiča Loredana kot podpredsednika vlade, ponujeni tudi drugim poklicnim skupinam, pride to v poštev?
Glejte, kot rečeno, v bistvu mi smo se zmenili za zdravstvo v okviru javnega sistema plač. To vsekakor ni izstop ne zdravnikov, ne zobozdravnikov, ne nobene druge. Na nikakršen izstop katerekoli skupine pravzaprav vlada ne pristaja. Naša naloga, se pravi naloga vlade je Ministrstva za javno upravo in seveda zdravstvo, zdravje in še seveda vseh ostalih, da poiščemo skupno rešitev, nek prenovljen plačni sistem, kjer je seveda opcija, da ponudimo tudi stebre ostalim dejavnostim, ki ostajajo celovite, ampak kot rečeno, mi do tam moramo priti, zaveza je jasna, vlado čaka težko delo in ko bomo imeli prve vsebinske ali pa prva vsebinska izhodišča, se bomo z vsemi sindikati seveda pogovarjali. Želimo, kot rečeno, vršiti socialni dialog in skleniti nov družbeni sporazum na področju zdravstva in na področju celotnega javnega sektorja. Ali bo ta sporazum, ki je zdaj objavljen, to je prvo. Drugo pa, govorili ste, da zdaj rešujemo mlade zdravnike. Ali danes ali pač naslednji mesec konkretno se komu zviša plača, razred, karkoli? Dobro, bi še jaz odgovoril v bistvu na prejšnje, dodal dopolnil mogoče ministra in pa odgovoril na to vprašanje. Naš namen je bil tukaj višji cilj oziroma dolgoročnejši, srednjeročnejši cilj, za katerega smo si prizadevali zadnjih 10 let. Mi smo prvič videli pripravljenost na strani vlade, da v bistvu do tega cilja pridemo in tukaj smo iskali konsens in mislim, da je v bistvu ta konsens zaenkrat v tem enotnem, se pravi zdravstvenem stebru ustrezno zasledovan. Zavedamo se, a ne, na argumentacijo seveda predstavnikov vlade, da je poraba denarja, javnega denarja, pač se strani javnih uslužbencev in zdaj zobozdravniki in zdravniki smo pač javni uslužbenci, a ne, da pač je to eden od temeljnih sistemov državotvornosti in smo seveda se v tej fazi morali strinjati, a ne, da tak nek izstop v nekem pravem smislu ni možen, niti teoretično in zaradi tega smo našli skupni jezik v tej tvorbi enotnega oziroma zdravstvenega stebra, v katerem bomo pač seveda lahko zasledovali specifike odgovornosti, kar se tiče odgovornosti dela in pa plačila vseh zdravstvenih delavcev znotraj tega stebra. Če vam odgovorim na vprašanje, sporazum bo objavljen v uradnem listu in druga točka, karkoli se bomo dogovorili sindikati zdravstva in socialnega varstva, in tudi seveda vsemi podpisniki kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike bo pravočasno sporočeno. Nič ne gre pa nad tistim, kar je bilo krovno podpisano s sindikati. Se pravi, karkoli bomo delali, in to je tudi stališče vlade, pred 1.4. ne bo nobene bistvene spremembe, razen če ugotovimo, da je anomalija tako zelo huda, in o temu se bomo pogajali s sindikati. Še enkrat, v tem trenutku imamo stanje, ki je nesprejemljivo, povzročila ga je prejšnja vlada, zdravnik, zobozdravnik, ki je ali pa sta nosilca odgovornosti v zdravstvenem sistemu, imata manjšo plačo kot diplomirana medicinska sestra. Tega ni nikjer, velja predvsem za mlade specialiste, pa za vse specializante in vse, ki zelo veliko delajo. To zadevo moramo na nek način uravnotežiti za silo, ker veliko denarja ni. O tem vse ločeno pogajamo s sindikati, tudi s Fidesom. Danes ob 4 nadaljujemo sindikati zdravstva in socialnega varstva, naslednji teden v torek s Fidesom. Skratka, iščemo pot za tako imenovani obliž, za katerega pa seveda ima vlada jasne javnofinančne kriterije in zmožnost, ki je žal posledica tistega, kar smo tudi sprejeli v rebalansu proračuna za 2022 in kar je nakazano tudi v proračunu 2023 in 2024, ko vemo, kako velik primanjkljaj nas čaka.